Ne, brez skrbi prenašamo dobre novice, ne? Dobre novice. Se smo pred prazniki, ne? Ja, mi prenašamo dobre novice, kad se reče. Cankar je bil ženska. In Marcel je četrti dobri mož. Ne, danes je trenutek resnice. Veliko slik je povezanih, tako se spomnim. Ne. To je tipična ženska pozicija. To je tipično ženska mazohistična pozicija zdaj. Ne, motite se. Predstavljajte si, da njegova mama ne bi stavila na Ivančka, ampak bi stavila na Lino alias Karolino. To je tisto punco, ki je naredila samomor. Tisto punco, ki je kadila, ki je bila neizmerno nadarjena, a ni mogla v šole. To je ta Shakespearova nerojena sestra, o kateri piše Virginia Woolf v svoji sobi, ne, kjer piše o tem, da zakaj obstajajo samo moški pisatelji. Zakaj so samo moški pisatelji? Takrat so obstajajo samo moški pisatelji nekoč, ne? Ženske ne. Zato, ker ženske nimajo svoje sobe. In Lina ni imela svoje sobe. Kaj pa Jane Austen in njene sestre, pa sestre Bronte, ko so smo že kar začeli. To je tako, zdaj naštevaš, brezko, ne? Izjeme naštevaš, medtem ko na tisoče žensk, Evo, vroče bo, vidite, vroče bo. Če bi Cankarjeva mama stavila na Lino. Pozdravljeni, jaz te predajam besedo. Marcela, ma ti imaš hčerko? Mama, imate svoje sobe. Dobro, moj gost, kot ste ugotovili do zdaj, je Marcel Štefančič. In sicer je Marcel dobesedno sosed Ivana Cankarja, eden največjih oboževalcev Ivana Cankarja in napisuje knjigo o Ivanu Cankarju. In vse to ga seveda kvalificira, da je tukaj z nami za 1 uro in da nam pove, kaj o svoji fascinaciji s Cankarjem. Torej, začniva s to prostorsko umestitvijo Ivana Cankarja in tebe, seveda, klanec. Kaj zdaj s tem klancem? Ta klanec ima spodaj, ima eno slaščičarno, mislim, da je slaščičarna Brezar, kako že pa ena trgovina za... Sam vprašanje, a hočete zvedeti resnico, ultimativno resnico, ki do zdaj niste vedeli, ali hočete, da si lažemo še naprej? Kaj hočete? Ne, da si lažemo. Resnica, bom bolj povedal, zakaj sem jaz na klancu. Najprej bom povedal, kaj je resnica v klancu. Namreč, zadnjič sem se jaz pogovarjal z eno izmed najvišjih avtoritet, ko gre za Cankarja, to je s tem Ivanom Cankarjem v narekovajih, to je z Damjanom Debelcem, to je vodnikom po Cankarjevi hiši, tak ima turo povrhniki zdaj, po tematski poti Cankarjevi. Z Borovničan, vrš tam. On je nov dost, tako par let, mislim, da še ne to počne, ampak zelo nadudlan, zelo, bi rekel, razgledan, zelo Cankarjev slovec. In zadnjič sva stala gor na tem klancu, istoimenskem klancu siromakov, kjer jaz živim, in sem ga sprašval malo, kako se mu zdi, kaj to, pa ono, kako se mu zdi, kaj od Smiljaniča knjiga, pa to pa je rekel, to je vse narobe, kaj narobe, kaj sem pa ni hvalil, tam da ni, a veš to, most, ni bil kamnik takrat, most je bil lesen, ne, sem rekel, dobro, tako pa drugo, ja, klanc je rekel, veš, ta klanc me ne muči, sem rekel, kaj te muči klanc? Klanc je rekel, veš, da obstaja čisto verjetno, obstaja velika verjetnost, da je napis na klancu, na napačnem klancu v vrhniki. Pazite, stvar je zelo resna. In pa bi začel razlagati, rekel, da njemu se stvari ne zdijo logične. Namreč, Cankar, kot veste, v svoji literaturi popisuje ta klanec siromakov kot klanec, na katerega grejo ljudje umirati. Skratka, ko propadajo, ko crknejo, ko avzglajzo, pa popolnoma grejo tja. To je klanec beračev, revežev propadlih ljudi. Zdaj, Cankarjev ded je kupil to hiško na klancu z denarjem, ki ga je dobil od prodaje orjaškega posestva nekje pri Ligojni. Skratka, ogromno denarja je moral dati, zato da je kupil tisto hiško. Tista hiška očitno ni stala na klancu siromakov, beračev, revežev. Tist klanec očitno je takrat bil kar tako prestižen. Predvsem pa je nelogično, zakaj bi ta beraški klanec stal direkt nad tem glavnim mestom, ki se zliva v glavno mesto v center. Obstaja pa seveda malce naprej
kot veste, kdo je kaj na vrhniki hodil, malo naprej, 200 metrov naprej, obstaja še en klanec. Dobesedno kopija tega klanca, ki se mu reče zdaj Čuža. In ta klanec, in me je tale rekel Ivan Cankar na rekovaj, opozoril, da vse te risbe, slike, ki obstajajo tega klanca siromakov, so precej bolj podobne unmu klancu. Namreč, ta klanec siromakov, ki ga rišejo vsi, zgleda tako zelo kanjonsko. In zgleda kanjonsko, ta sploh ne zgleda kanjonsko tle, na kateri veži in kje klanec siromakov. Skratka, ne ujema se in pa mi je rekel, da, ker on je zelo previden pri tem, kar govori, skozi sem nekih faktov držim in tako naprej, pa pol stvari mi tak ni verjel nikoli, kar sem mu govoril. In tle sem drži faktov, in mi je pol rekel, da je na to že dobrovoljc, France Dobrovoljc, ki je bil tako, ena največjih avtoritet za to, za življenje Ivana Cankarja, da je že on namigval, da tle nekaj ne štima. In tle res nekaj ne štima. In zdaj se pravim, tle nas čaka veliko dela. Zdaj pa kaj jaz počnem za kralce? Za 100. obletnico, za 200. Ne, lahko pa naredimo že drug let. 101. Zdaj, kaj pa jaz delam na klancu? Ko smo bili v gimnaziju v drugem letniku, smo imeli profesorja Bogomira Faturja. To je tako poker face, kot se reče danes, Skratka, pokeraški obraz, to je obraz brez izrazen, obraz je imel, nikoli se ni smejal na nič, težko si ga bral, tako približen kot ta, kaj je bila že, ki je bila SMC-ja, ki je hotela biti zdaj za hči igralke, te velike slovenske igralke iz Kopra dol, ki je hotela biti zdaj varuhinja človekovih pravic. Kako je Lidija Kozlovič, ne moš še brati. Nisem vedela, da je bila ona čisto une igralke. Ja, une igralke, ona je bila mama Kathleen Turner, ne pozab. Skratka, Cankar, drugem leti gimnazije, kot profesor Fatur, pisali smo prosti spis, nekaj je bil naslov, je bil neki istočenca, je bil Cankarika, Cankarjeva misel. In mi smo to pisali in jaz sem napisal spis v 2 stavkih, skratka, 2 čez 4 strani. To sta 2 stavka, ki sta še čez 4 strani, to je bilo biti res grozno. Tako da, ki je prišel nazaj, naslednjo uro je prišel tako s tem pokom spisal, je stopil pred kateder in je dal tisti, je tako dost besno je vrgel tisti tako dol in potegnil tisti najnižji ocenjen spis. Potegnil tako, to je moj, in je rekel, Štefančič ni Cankar, da bi lahko prosti spis napisal v 2 stavkih. Skratka, in jaz sem takrat sklenil, da se bom približal Cankar in zdaj, na klance sem preselil, zato bil sem bližji. Pa se nisi prženil na klance? Ja, sem bližji, tako da sem bil bližji. Tako da, tle je pri meni ostala ta... Jaz sem vprašanje, si namerno napisal v 2 stavkih, ali se ti je zelo preprosto zgodilo? Preprosto se mi zgodilo. Okay. Je moral biti pa disaster. Nimaš več. Obstajajo kje v kakšen tvojem dosjeju, ne dvomim. Torej, Cankar, a si res moral zelo nujno prebrati vse, kot si mi enkrat rekel, od prve pesmi do zadnjega pisma, je bilo to nujno narediti? Zakaj nisi tega naredil že kdaj prej? A je ta 100. obletnica res taka magična številka, da je bila zdaj priložnost za vse to? Ne, po moje sem jaz dozorel, moja glava je dozorela, moj interpretativni aparat je dozorel, da lahko pogledam na njega drugače, oziroma da pogledam, kako on mene vidi. Ne to, ker pri nas je zdaj tako, rekel, zdaj ob 100-letnici Cankarja so ponovili napako, ki je delala že ves čas, skušajo pogledati, kako mi zdaj vidimo Cankarja. Ne, treba pogledati, kako Cankar vidi nas. Če hočemo, da je Cankar naš sodobnik, če hočemo biti kje od njega, pogledati, kako on vidi nas. In zdaj, mene je to zanimalo, predvsem, kako Cankar vidi nas, kako Cankar vidi mene, kako vidi Slovenijo, kako vidi ta svet zdaj, kako vidi to stopnjo kapitalizma, v kateri smo zdaj. Ker konec koncev, on je bil ob vznožju tega. Moderna, ko se je začela moderna, je bil on tam, ob vznožju moderna je bila pač povezana s tem modernim kapitalizmom, moderno družbo, s to industrializacijo, s to hitrostjo družbe, s to nadzvočno hitrostjo vsega dogajanja in tako naprej, tega razpada subjekta, takrat razprašitve človeka, preko tega človek nadom ni imel več pregleda nad totaliteto, nad kompletnim svetom, ta organska celota, ki je prej človek obvladoval, nenadoma je bila razprašena, ni mogel več. In takrat je Cankar prihajal in mi smo še vedno tle. Vmes sta prišli samo 2 stvari. Vmes, med nami in Cankarjem, holokaust in internet. Samo 2 stvari. Kaj pa obe svetovni vojni je del enega drugega?
Ok, ampak zdaj zakaj brati prav od začetka in čist do konca, od prve pesmi do zadnjega pisma? Ker si hotel res zaobjeti vse od začetka do konca, da si res tisti, ki ve absolutno vse. Ne, bolj prevezno. Imel sem ga na sumu prevezneža, ne? Imel sem ga na sumu, da skriva noter v tistih 30 knjigah druge stvari, radikalno druge stvari od tega, kar bo do zdaj pri nas kanoniziranega. Pri nas je bila kanonizacija čisto napačna, dve stvari sta mi napačni. Tle, pri nas so smeli samo gledali, kako nam Cankar lahko pomaga. Nikoli se niso vprašali, kako bi mi Cankarju pomagali, da bi bil velik. Ne? Mi Cankarja zunaj nam ni uspeli kanonizirati, ga ni uspeli institucionalizirati. Ne? Še zdaj nihče ne ve po svetu, kdo je. Ne? Absolutno bi rekel, je skrivnost Cankar. Ne? Hvala Bogu, mi ga bomo zdaj prodali. Ne? Ampak, kje sem bil? Kanonizirali ti si pa stvari nekanonizirane. To. In na sumu sem ga imel, da more obstajati noter nekaj več. Nekaj tistega, kar se je izmuzilo, ker smo zmeri, samo to, kar nam paše. Kar paše slovenskemu boju za samobitnost, kako se bomo zdaj rešili unih, pogledamo k Cankarju, prav imamo, da gremo na svoje, ker je Cankar že malo pisal o tem, tako naprej, te večine. Pa te nežne stvari, mama, kaj ti bo Cankar nek tebec, razumeš, ne? Čakaj, v nekem intervjuju nedolgo nazaj si rekel, da njegova mama je bila pošast. Absolutno je bila. In odzivi so bili krati. Ampak to je del te kanonizacije, zato ker so vse tisto spustili. A je kdo bral, gremo po vrst, a je kdo bral novelo, črtico, bi rekel Cankar, noveletico, doma. No, doma gre takole. To je bila napisana pred mamino smrtjo, poudarjam. To je bistven podatek. No, skratka, v tej noveleti se Cankar z Dunaja vrača z vlakom domov, ves vesel, preširno razporejen, saj bo videl mamo, saj bo videl domače in tako naprej. In se pripele, že malce mu čudno zdi med potjo, zato ker je narava malce pogledal skozi okno, vlaka, malo tmurna, malo turobna, kot da mu skuša nekaj povedati, kot da nekaj ve, česar on ne ve, natanko tega ne ve, ko pride domov, zagleda mamo na mrtvaškem odru. Skratka, Cankar je mamo, ljubeči sin, mama svetnica in tako naprej, je mama, je mamo pokopal še preden je umrla zares. Zdaj, to kaže na malce bolj dialektičen, malce bolj kompleksno odnos med njima, kot pa se prikazuje. Dalje, a ste brali novelo Vrzdенec? Spet noveletko brkno. Vrzdенec, ti veš, ne? Vrzdенec... Rojstno mesto njegove mame. Kjer piše o tem, kako je to rojstno mesto, rojstni kraj, vasa, kaj je še zdaj, njene mame, in kako nikoli tam ni bil sam in kako, apodiktično pravi potem, da nikoli tja ne bo šel. In potem gre spat, napaka. Mama pride po noč mrtva, pride po njega in ga hoče zvleči tja. Katera mama, ljubeča mama bi to svojemu sinu počela, oziroma kater sin bi fantaziral vse te stvari. Tretja novela. A ste brali noveletko, črtico, materina podoba? Materina slika. Ne vem, jaz smo... No, to je, bi rekel, tam, zdaj, kot veste vsi, da je bil Cankar odličen risar, ne, bi rekel, potem, ko je opustil študij tehnike, ne, je kazalo in čas, da bi se lahko lotil študija risanja, tam bil izvrstno nadarjen risar in tako naprej. Zdaj, mi to stalno poudarjamo in vrtimo in tako naprej. Zdaj, on, ljubeči sin, mama in tako naprej, svoje mame nikoli ni narisal žive. Narisal jo je šele, ko je umrla, ko je bila na mrtvaškem odru, jo je narisal. Zdaj, v tej materni podobi, materni sliki, tej novelci, pa zveste tole. Nenadamo ga prešine, kje pa je ta slika moje mame? Kam sem pa to založil? Kje pa je? Ne najdem več. Se domisli. To sem prodal s kufrom vred. In potem vzklikne, prodal sem mamo. Skratka, to so vse momenti, ki so nam manjkali. Da ne govorimo o tem, da je pogreb svoje mame plačal s honorarjem, ki ga je dobil za erotiko. Za pornografsko zbirko. Takrat je bila to pornografija popolna. Ne vem, če ste brali erotiko podrobno in med vrsticami, kaj ti umetnost se bere med vrsticami, ste noter prebrali lahko vse mogoče.
od seksa v cerkvi, do masturbiranja v cerkvi in tako naprej. Skratka, stvari, ki takrat res, skratka, ni brez razloga gorela, no. Skratka, Jegliču se je upravičeno zmešal takrat. Ampak kaj ti to pove o tem, zakaj je on plačal prav pogreb mame z erotiko? Vredno bi to edini honorar. Ne, to je sam, vse ni važno, to so elementi, ki jih nedavno začneš postavljati, poleg tega pa, pika na i, katera mati bi svojega sina tako kulpabilizirala, kot je njega ona. Ona je pred njim, pred njegovimi očmi, in to je bistveno, počela teater mučeništva. Skratka, ona je njemu stalno kazala, glej, Ivan, zaradi tebe grem zdaj bosa, ne bom da denar, da boš dobil rezino kruha, grem jaz zdaj bosa v blatu, do kolen mokra, grem jaz v Ljubljano peš. Skratka, in teh zgodbic je milijon, vse pred njegovimi očmi, vse teater za otroka, da ga, bi rekel, zadolžuje z dolgom, ki ga ne bo mogel nikoli odplačati. In če mene vprašaš, je dobro si na to, kar sem rekel prej, če bi ona stavila na Lino, pa ni, ona je stavila vse na Ivana. In edin način, da se zares zveliča, je bil, da postane literarni lik. Skratka, ona je delala vse, da bi postala literarni lik, da bi o njej sin pisal. Da bi sin nekaj postal in o njej pisal. To če meni postane ta zgodba zanimiva. In če meni postanejo Cankarjevi zanimivi, vsi skupaj Cankarjevi. Mislim, Ivan Cankar, mama, ta sfantaziran foter, ker, veš, rekel, foter so tako pri nas odpisovali stalno, vsega še zdaj, ampak ta foter je bil meni izredno zanimiv, zato ker je izredno veliko bral. In predvsem, vse o čemer je bral, je verjel. On se je identificiral vsem, vsemi tebi junaki se identificiral. Potem imaš naprej Lino, to sestro, ki je zgodba zase, itak. Ne vem, če veste, ta Lina, Karolina, je prišla k njemu leta 1907, je bil Cankar v Ljubljani, ko je kandidiral, takrat na volitvah, državno-zborskih volitvah kandidiral, in je hkrati pa pri tam Edvinu Kristanu živel in pisal Hlapca Jerneja. In takrat ga je obiskala nenadoma ta sestra njegova, ta Karolina, Lina, to je ona, ki skupaj hruške kradeta in ga potem zašpeca. In tam Cankar je vzdihne, zdaj sem pa ugotovil, kakšne so ženske, zdaj pa mi pa jasno. To je ta ista Lina in ta Lina je prišla k njemu in po noč nenadoma tam predebatirala, sta ne vemo točno kaj, vemo, da je tam kadila živčno ves čas, in potem je odšla in skočila v Ljubljanco in ni bilo več. Skratka, to, in potem je pa še obstaja še brat njegov, ta Karlo, ki ga je Cankar spremenil v svojega osebnega tajnika, če mi tako rečem, je tezgaro zanje in potem dobesedno pred Cankarjevo reputacijo, to bi rekel, cerkev Cankar seveda takrat ni marala, in je zbežal v Sarajevo, in tista pisma med njima, to je vrhunec drame slovenske, tako ti rekel, slovenske drame je to vrhunec. In še potem Francen, brat, na katerega spet si pozabljajo, to je pa ta vandrovc, peripatetik, to je spet nadarjen fant, izredno bister, tudi lahko bi postal literat, ampak je mama se odločila za Ivana, za njega ni bilo in ta je mogel iz šol tako jeti in je potem postal dobesedno vandrovc, ta Klatež. Ta se je klatil v krog, bil je pa tudi izvrsten krojač in je dol po Balkanu se klatil, ampak tako, od vrat do vrat, dobesedno vse posod je bil en čas, prekarc, tak te pravi prekarc. In pa še tega brata, ki je bil v Parizu. Bil še en brat. Ja, seveda še en brat je bil, ki je bil v Parizu, ta je postal pa, tako bi rekel, trademark krojaštva, modni krojač. A veš, mislim, to je tako, Ste vi vedeli vse to? To so take, to je dosti zanimiva familija pol na koncu. Marcel, tega tudi v knjigi ni. Ne, jaz sem mogel to knjigo vdati. Jaz sem mogel to knjigo vdati. Ok, Cankar 2. Cankar 2. Ali kaj ti vidiš film v resnici zdaj ta Cankarjeva familija? To je res zanimivo. Ne, mislim, če so vsak posebej, mislim, če bi bil fantastičen film bi to bil. Že ta, bi rekel, cela familija, pa jih pa lahko razrežeš na vsakega posebej. Meni ta Lina zanimiva večkrat, ta Franca, un tam dol, Karlo v Sarajevu. Razumeš, to so res, da
Ko mama je imela v principu tako 12 otrok imela, ne, zdaj pač nekih je umrlo, kot veste, ne, ampak še vedno jih ostalo določi in ona je morala staviti. Bili so revni kot crkvene miši, ko je pač ta mož njen propadel krojač, ne. No, ampak stavila je vseeno na pravega konja, ne? Torej je vedela ta... Lej, lahko bi bila edina Nobelovka prva. Lahko bi, ne vemo. Lahko bi bila Nobelovka, ja, stavila in, ampak lahko, ne vemo, lahko so, prej se rekla sestre Bronte, ja, ni bila samo ena, ne. A veš, ni bila samo ena, zdaj odkrila, da je vse dobre, ne? A veš, ne, Cankar je, Cankar je bil pa človek, ki se je znal samo motivirati, ne. Skratka, on je znal ta, bi rekel, ta občutek krivde, ne, in ta dolg do matere, ne, je znal napihniti čez vse plafone, da je postal tisto motivacijsko jedro. Eno izmed mnogih motivacijskih jedr, ki je njega poganjal. Ta jedra so ga poganjala. Kaj so bila pa druga jedra? No, to je zanimivo. On je to, da se je preselil na Dunaj, ne, je bilo, veš, če gledaš tako genetsko stvari, ne, on je bil tle zvrhnke, zelo vukojebina, ne, to ne neko prebivalce sploh imeli, takrat je bil tisoč, neko trg, ne, koliko je bilo to? Ne, manj. Ja, tisoč recimo. Ajde, Julija. Da, magari Julija 200. Ampak on je tam, se spomni, kako je on sanjal o tem o Ljubljana, ko bo enkrat čel Ljubljano, A ti nisi tam v Logatcu? Pa ne. Nisi. Ko ste se vozili z avtom tam mimo Vrhnka v Logatec, nisi sanjal? Jaz sem v kino hodil, sem videl mesta, jaz tam. Si hodil v kino v Logatcu, ste imeli v Logatcu? Sem jaz videl Los Angeles. Imel si srečo, da je v Logatcu takrat bil kino, ko grem staviti, da zdaj ga ni? Ja, po mojem, ne, ni ga. Ne, če ne bilo kino, bi jaz na štacionu karto prodava. Dobro, motivacijska jedra, torej... Selitev... Ne tvoja, Cankar. Ja, Cankar. On je s tako, veš, bi rekel, tako sfantazirano gledal na selitev v Ljubljano, ki je imela takrat 27,000 prebivalcev, ne. Potem se je preselil, pa predstavljaj si, ne, iz Ljubljane, ki je imela 27,000 prebivalcev, na Dunaj, ki ima 2 milijona prebivalcev. Kaj je to naredil z njim? Kakšna motivacija? Tam je nenadoma vse bilo pred njim. Ampak, a je bilo pred njim? Absolutno je bilo, zato ker tam je imel pred sabo mase, množice je imel je Zeitung, imel je revije, imel je knjige, bil je sred zgodovine, sred, ko je nastajala moderna, on je bil tam, razumeš? Čakaj, ti pišeš, kako on dela, za kateri časopis je že prevajal iz jugoslovanskih... Tam je bil revež, ti ste tam prevajal, tam živel, v Otterkringu, gledal je tisti bedni kapitalizem, bil je res grozno, niste s nikomer družil, jaz sem šiviljami... Se je družil tudi z drugimi, ampak nikoli ni on zares penetrati, pa da se skuša malo relativizirati, to pa pravi, pa ne, on je hodil tam po njih Nobel predelih, pa si ogledal. Sveda si je, tudi mi lahko hodimo, kjer čmo, razumeš, tam ne, pod Trumpovim tavrom spodaj lahko, kolikor hočemo hodimo, zaradi tega to nič ne pomeni, ne, mislim, živimo še zdaj tam, kjer živimo in on je živel pač tam, ne, v revnem delu, ki bo takrat res revn, tam je bila res umazanija, beda, tista odurna, ta prava cankarjanska beda, ko Cankar govori o tej bedi, slovenski, mislim, v resnici govori o tisti bedi. Tisto bedo pisuje. Zato, ker njemu je to, da je šel na Dunaj, je dal njegovi literaturi dimenzije, razsežnosti, tam so se res dogajale velike stvari. Mislim, jaz si ne znam predstavljati kaj bi od njegove literature ostali, če se ne bi preselil. Vem, kaj bi ostali poezija, on bi ostal poet. Če se Cankar ne bi preselil na Dunaj, on ne bi nikoli postal pisatelj, on bi ostal pesnik, tako kar je bil. On bi objavil erotiko, pa še eno erotiko, pa še tretjo erotiko, tako naprej. On bi ostal tako, kar Kete Murin in Župančič. No, ampak senzibilen, kot je bil, ne bi opazil tega razrednega razkoraka, prepada med sloji in tako naprej tudi v Ljubljani. Mislim, slej, ko pravi. Je bilo treba iti res na Dunaj, sej v Ljubljani je poznal cukrarno, poznal je vse beznice Ljubljane. Tam je bilo to črno na belem. A viš, tam je bil ta prepad, socialni, razredni, kulturni, politični, ne vem kakšen, če hočeš, med elitami in masami. No, nek profesor je enkrat rekel, da ta Otterkring je v bistvu prijetno predmestje srednjega razreda. Ja, to je zdaj seveda relativizacija, kad itak Cankar pretiraval pa nakladal pa tako naprej. Ni res, mislim, to je takrat tako bilo, Zdaj, in edini praktično, bi rekel, teh
pisateljev moderne, te dunajske moderne, ki je pisal o tem. Drugače niso nič pisali o tem, te bi rekel najznačilnejši predstavniki dunajske moderne, od Šniclja, Hugo Hofmannsthal, Zweig in tako naprej, pa še uni. Mislim, ni nihče rekel, tega niti omenjal. Te tovarne, iz katere se je valil vsak dan proletariat umazan, reveži. Mislim, Cankar je pravzaprav katalogiziral vso to bedo, takrat. Vse obraze bede imaš pred Cankarjem, danes ne moš, sploh, mislim, ti ni treba se nič kaj dol zmišljati, danes sam pogledaš Cankarjem, imaš tam vse obraze, koliko si je zmislil vse slovenske situacije. A veš, Cankar si nas je zmislil, v nekem smislu, koliko je, pasite, za Shakespearea, si veste, kako se reče za Shakespearea, Shakespeare si je zmislil vse dramske situacije, pa je pa naštel 35, ki veljajo še danes. Cankar je podobno, Cankar si je zmislil vse dramske situacije za Slovenijo, vse situacije danes, ki so, tudi gledajte politiko in tako naprej, gledajte nas, vse te situacije, vse to je tam noter že, zato to tako, bi rekel, čudno zveni, tako pretirano zveni, kada si nekaj izmišljujemo pred Cankarjem, kada mu nekaj dodajamo, pa tako naprej. Nikoli mu ne dodaja. Vi, ko greste druge ekranizirati, pa skušate biti aktualni, morate zmeri malo dodajati. Pred Cankarjem te ne dodajati. Ampak vsi zmeri mislijo, da so tle neki dramaturški rezi, pa dodatki, pa nekaj, da se režiserji izmišljujejo. Da se mi treba izmišljujati, vse je tam. Tako da Zančke, Borut Pahor na proslavi, če ste rekel, da ne tam je imel izgovor in tako je pa nekje vmes rekel, da kdo ve, kaj bi si Cankar mislil, kaj bi rekel o meni, kaj bi rekel, mislim, o tebi. Nič, o tebi že vse povedal. V vseh dramah njegovih nastopaš. V vseh dramah nastopaš. Tam se spomne za Narodov blagor. Za Narodov blagor imate not tega učitelja, ki ga prekine ta novinar, pa mu reče, pa dej nehino že, zmeri, ko govoriš tako, vsakim govoriš tako, da govoriš z narodom. Natanko tak je Pahor. Pahor je, seveda, Pahor, ko naroči, ne vem, kavo v restauraciji, govori tako, ko bi, razumeš, ko ga vpraša, kaj pa bi, on reče, bom premislil. On govori tako z narodom, to je skos, on govori z narodom. In to je to so te Cankarjevi viki, mislim, več si treba zmišljati, nič dodajati, vse je že tam. Dobro, torej, že na začetku si rekel, da je motivacijska ta jedra, deva še kakšno našteti, pa greva pol na to, ker se mi zdi to zanimiva tema, tega še nisem nikjer slišala. On je čez vse plafone napihval, kako ga napadajo. Kako ga napadajo? Je pa ki delal vse namerno, da bi ga napadala, pa do leta 1899 ne boš dajala naslov petniški zbirki erotika. Torej je ustvarjal svoje motivacijske izdala hiša obnavija pomočnice, ki so dogajajo v cerkveni inštituciji, cerkveni hierarhici in noter vse te punčke, ki so žrtev spolnih zlorab in to najbrutalnejših popisanih v nulo. In te punčke, da bila mera polna, masturbirajo noter. Razumeš, mislim, to je bilo za takrat šokantno, si ne znam predstavljati. Jaz si pravim, a si to kje brala? Vsi, pejte brati te slovenske literarne zgodovinarje, ko pišejo o hiši Marije Pomočnice, pa pomislite, o čem pišejo. Nič, vsi malo pohvalijo, malo tako in tako naprej, pa punčke, kako noter in tako naprej. Nihče ne upa, še vedno jih to boli, še vedno je to tako, se mi zdi, grozen ta Cankar. Po 100 letih, še več po 100 letih. Je bilo takrat tudi tako, so takrat tudi to enostavno zignorirali? Nihče ni opisal, kaj se dogaja noter. Nihče. Tam so kot pornografija, nizkotno, to je ne vem kaj, vse najslabše, najhujši in tako naprej, ampak nihče ni pa pisal, kaj se noter zares dogaja. In to je bilo, to se mi zdi meni neverjetno. A bi danes tak roman, recimo Hiša Marija Pomočnice, bi to, ne bi, kaj pa, tvoj založnik ne bi izdal tega? Ne, to smo videli že takrat spremljevala. A veš, bi rekel, pred Cankarju je danes problem ta, da je en kup stvari, ki danes ne bi šli skozi. Danes ne bi šli skozi. Mislim, vi imate že pri teh nasilje do malih živali, pobijanje malih živali, psov in tako naprej. Mislim, to danes, ne vem, bi bilo, tega danes ni, kje imate danes, tega v filmih nimate več. Mislim, v najbolj perverznih filmih tega ni več, da bi pse pobijal kdo. Mislim, ne, pobiješ milijon ljudi, 10 milijonov ljudi, psa ne, pes preživi. Ker mora, ker če ne smo zgroženi, vsi šokirani in tako naprej, in živalno društvo se oglasi. Tega ni, ne. In je to
že tle se zaplete. Potem pa sem rekel, te punčke, mislim, kaj se jim dogaja noter, je grozljivka, ne gre po otroci, ki delajo samomore, mislim, lepo vas prosim, no, kdo pa še hoče, spomni se, tam je bil, ne vem, če kdo gledal Antikrista od Larsa von Trierja, ampak tam naredil otrok od samomor, in to je bilo zgražanje brezmejno, in to je tako en izmed redkih, to zdaj pa note videli, pri njemu so otroci delali samomore skozi, in to, ko se skupaj seštete, to so momenti te brutalnosti, tega kapitalizma. On s tem popisuje, kam to vse pelje. In pri njemu imate vedno to, smo že pri otrocih, otroci se pri njemu izredno hitro postarajo zmeri. Vsi imajo starikave obraze, groteskne, razpadle obraze, gnijejo pri živem telesu otroci že pri 10, 8, 12 letih. In to je to. Tako brutalno je bil takrat ta kapitalizem. Vse tam, ko popisuje te šivilje, to so šivilje zjutraj ob 6 začela, ob polnoči je končala. In to so bile te, niti delovnih mest niso imeli, to so doma šivale. To so imeli kar doma. In tako naprej. Da ne govorimo o teh, bi rekel, delavcih, ker so tam, bi rekel, pri njemu popisani, tega se že ni zmišljalo, kako so delali, kako so se zapirali, kako so umirali, in gnili pri živem telesu in bili pri 30, bi rekel, stari 80 let. To je, Cankar je enciklopedija vseh teh, bi rekel, bolezni kapitalizma tega. In zanimivo je to, ker je takrat ravno ta, naš kapitalizem, ta moderni kapitalizem takrat začel nastajati. Takrat je prišel na polna, skozi glavna vrata in Cankar ga je ujel takrat v mestu z 2 milijonova prebivalcev, dobesedno ground zero, tam je bil. Tam, kjer je atomska bomba pošla, on je bil tam in je gledal, kako to nastaja. In je to sam govoril skozi moje oči, niso fotoaparat, ne vem kaj, in tam, ko to so bile njegove oči. No, dejva to povedati, ker si zdaj povedal nekaj konkretnih primerih. Enkrat sva že govorila o Jakobu Rudi, pa mislim, da je dober primer, bi lahko še enkrat. Namreč Jakob Ruda, kaj se njim, to dolgo ni bilo zelo cenjeno delo, ne? Ti pa misliš, da bi ga moral v bistvu še enkrat prebrati in pogledati z te perspektive, ki si jo zdaj razložil? Jakob Ruda je zanimiv v tem, je bil zanimiv zlasti, ko je pri nas izbruhnila kriza. In ko je šlo vse k vragu, in ko so mnogi delavci ostali brez vsega, delavci so ostali brez vsega. In Jakob Ruda je tajkun, magnat, ki nenadoma propade. In ostane, jaz sem delavcem, svojim zaposlenim, ogromno dolžan, denar. Ampak ne reče, jaz sem nedolžen. Ne, on reče, jaz sem kriv. Zato je vse, kar imam, je vaše. Vzemite vse, moje umetnine, moje hiše, vse prodajte, vse je vaše. Jaz sem kriv, jaz sem zamočil. Jaz sem propadel, jaz sem spodletel, jaz sem odpovedal. In potem tudi našteva, kaj vse je narobe počel. Skratka, ni to on, ni bil sam tle trg kriv, kriv je tudi njegova aroganca. In zato, da so pri nas delavci ostajali brez plač, dan in tako naprej, ni bil kriv sam trg. Bila je kriva tudi aroganca teh delodajalcev, lastnikov in tako naprej. Tako da tle postane Cankar zanimiv. Ko vidiš, takrat, danes, poleg tega pa, ko reče kapitalistom, vzemite, vse je vaše, mislim, je spet, to tako nekako v rezonanci s tem Slovenijo, današnjim slovenskim kapitalizmom, ki mu neoliberalci stalno očitajo, da je socialističen, da mi še vedno nismo odrasli, mi še vedno nismo dozoreli, še vedno ne razumemo kapitalizma, še vedno to malo tako socialistično gledamo nam. In to je to Jakob Ruda. A ni tukaj vseeno malo neskladje, ker zdaj govorimo, kakšni časi so bili res grobni, surovi časi, otroci, mislim, mizerne plače in tako naprej. Ampak kot ti v knjigi pišeš, že po 2 tednih, ko niso dobili svoje mezde, so prišli in se pritožili. Zdaj, zakaj? Zaradi tega, ker dejansko, če niso imeli tiste mezde, ni bilo več niti drobtinice kruha, ali je bil prag potrpežljivosti v bistvu toliko nižji. Če se spomnimo delavke Mure, ne tako dolgo nazaj, leto dni niso dobila svojih plač. Ja, takrat ne smeš na nekaj pozabiti. Takrat so bili sindikati v resnici zelo močni. Sindikati so bili tisti, sindikalisti so takrat obešali.
Tako so se jih bali. Ne? Sindikalisti so bili tisti, bi rekel, zmeraj je grozila vojna, oni so morali zmeraj pol policijo, vojsko klicati in tako naprej. Sindikati so bili zoprni, ne? In takrat je nekako ta kapitalizem, razumeš, bil dosti bolj urejen, ne? V nekem smislu, ne? Kot je danes, ne. Danes so se pač zakonodaje tako spremenili, da pač, se vidiš, kako Italija, bi rekel, gor, kaj je že naš prijatelj, gor Orban, ne. Janezov pa moj, za najboljši gor, Orban, ne. Zdaj bo, kaj, nadure bojo delali in bojo v 3 letih izplačane. A si predstavljaš? Ja, mislim, verjetno so veseli, da bojo sploh izplačane, ne. Tako daleč smo že prišli. To se je radikalno se spremenil, je pa res, da je prišel pol ta neoliberalni model, ne, ki je pravzaprav to vse spremenil. Sej tja do začetka 70-ih let, ne, je bil ta kapitalizem zahodni v nekem zlatem obdobju. Ne. Človeški obraz in tako naprej, ponekod vsaj. Imeli so ozimnico, imeli so zdravstvo, imeli so zastojn šole. A veš, danes si pozabljajo, da v Ameriki, ne, takrat so bili univerze zastojn. Sej ni takrat visoko šolstvo ni treba plačevati, ne. Danes pa je treba, ko so Amerikanci to pozabili. To je danes nepredstavljivo. Tudi jaz sem pozabila, da sem kdaj to mogoče slišala. Se mi zdi, da je bilo. Ja, pa davki so bili 90%, se pa ne veš, to ne veš, ne? Ne. Ja, se tudi ta, rekel, šef zbornice gospodarski ni videl. Sem mu jaz povedal večkrat. Sveda, ne vejo, ker si ne znajo predstavljati, davki so bili 90% v času tega zlatega kapitalizma ameriškega. So skozi manjški dol, ampak so ostali na 70%, to je bilo noro, kako visoki davki so bili. Oni so imeli takrat res, jaz se spomnim, če grem iz slovenščine v gimnaziji, na geografijo, me je profesorica Lenasi, Ela Lenasi, čedna gospa, me vprašala enkrat je vprašanje, kakšen, to je bilo tisto, ki sem mogel odgovarjati za oceno, nisem vedel, kakšne davke imajo v Ameriki? Jaz sem strmel, nisem imel pojma, kakšne davke imajo in je rekla, progresivne. To je to, in to je pomenil progresivni davk, ne. To ni to, zdaj teba, veš, da ima un tam, ne vem, 2% več, to je bilo orang, ne, in so bili kljub temu bogati, zadovoljni, vsi, nobenih problemov ni bilo, razumeš? Nobenih grozil, skratka, da se bo izselil v Italijo, razumeš? Pohujšanje ta hudobna komedija, za katero ti pišeš, da nas je spet Cankar poskušal pripraviti na neke stvari, ki se nam bodo zgodile in če bi ga brali, bi mogoče lahko se tudi drugače odzivali na te stvari. Torej, kako en sam tujec ogrozi celo skupnost? Ja, se smo videli tega Šamija, ta sirski begunc, se je cela država ukvarjala sam z njim. In tle noter imaš preko, tle se pojavil, v pohujšnjem domišlju prijaz se pojavil Peter, umetnik, razbojnik, ne vejo kaj točno, težko ga je definirati, tako Šami, malo je bil umetnik, brivec, kaj je bil, malo pa razbojnik, terorist, mora biti terorist, Grim se je že videl z nožem med zubmi, pa z bombo. Včasih so bili umetniki, danes? Danes so teroristi. Ja, ampak tam je Peter in pol, vse vrže stečajo, tam se kompletna država, dolina Šentflorjanska, se ukvarja sam z njim, vsi, bi rekel, in tako naprej, in zdaj se bomo ogradili, škarpe bomo postavili, zidove, stene, nobenega nam noč spustimo več in tako naprej. To je tam noter vse, in hkrati imaš pa noter to drugo stran slovenske obsedenosti z novimi obrazi. On ni sam begunc, on postane neki točki novi obraz šentflorjanske politike. Njega izvolijo. In tle se vidi, da rekel, kako malo je treba, kako pravzaprav ljudje hočejo nove obraze in kako ta nov obraz, ki pride in ga vsi izvolijo in ga hočejo imeti za svojega, tam bi rekel, župana, vladarja, ta prva misel njegova je, kakšni idioti, kakšni, to je še najmanj, kakšni idioti, to je najmanj, hujše nekaj drugega, to, da jim niti malo ne zaupa, da bi jih najrej sam nekako se znebil, eliminiral, ker ljudje, ki te tako na lepe oči razglasijo za svojega vladarja, ki te, ne da bi te poznali, sprejmejo kot svojega odrešenika, taki te, bi rekel, natanko na isti način tudi likvidirajo lahko.
Skratka, in to se v Sloveniji skozi dogaja, zdaj, če gledate. Ne? Dovolj je en intervencij pri tem. A ni že hujše, če pa ti veš, kdo je tvoj bodoči vladar, pa ga vseeno voliš? Govorimo Radencu in A je to Cankar kje predvidel? Ja, lepo te prosim, vse imaš ti tam kantorja. Si kantor, kralja Betajnovi. S tem, da jaz ne bi dajal Lenjaku dignitete kantorja. Ne, jaz tudi ne. Kantor je slabo. Za kantorja bi skoraj lahko rekel, da je bral Ničeja. A je kakšen boljši pred Cankarjem? Bolj ustrezan, bolj... Ampak je ta tip spregleda, rekel to, da ljudstvo vejo, pač je kriminalci, ima pa ga mogli k temu izvoliti. To je kantor. Kantor je tak, ne vem, če se spomnite, pač kralja Betajnovi, pač kantor je... Že tako ima preteklost tako, da ne bi bil izvoljen nikjer na svetu, ne bi smel biti izvoljen nikjer na svetu, ne moral biti v arestu, že itak zaradi vsega tega, kar je prepočil. Potem pa še umori, tako na odprti sceni. Tako, kot je rekel Trump, da bi na 5. aveniji lahko ustrelil nekoga, pa zaradi tega ne bi izgubil niti enega volivca. Natanko to se zgodi kantorju. On ubije tega Maxa Krneca in se mu ne zgodi nič. Pustijo ga, narobe noče ga obsoditi, ker reče, pa sem ga obal, sem jaz kriv. Ne. Skratka, to je to. In takih imamo mi v Sloveniji, koliko čte, ampak problem je, ni toliko v njih, kar v... Tole bi še rado v bistvu razčistila. Prej smo govorili o tej cankarjanski materi, pa kako smo v bistvu občutljivi na vse to. Zdaj, v bistvu bi te vprašala, kaj je to cankarjanstvo. Cankarjanstvo, če pogledaš te definicije, niti ni zelo dobro zdefinirano. Kaj pa je? Ja, jaz sem se s tem mečkom poukvarjala. Ja, kaj piše, recimo, najboljši mi je bil Marko Juvan, ki pravi, on to zmeša v bistvu katoliški diskurs greha, vesti, krivde, impulzi družbene deprivilegiranosti in anarhoidne želje po kršanju omejitev institucije nadzora družine, šole, cerkve, plus modernistična ambivalenca in občutek tesnobe. Ja, to zdaj neka enačba je. Na vsak način neka enačba je. Ampak se mi zdi, da je to še vedno... Če niti tako splošno, generalno povem to, da ne bi zdaj se z Markom Jurom samo ukvarjal, generalno z literarno zgodovino in Ivanom Cankarjem. Prvi interpreti Ivana Cankarja so bili, veš, Ivan Prijatelj, France Kidrič, Anton Slodnjak, Pol in tako naprej. No, dobili smo Cankarja skozi njegove oči in ta Cankar skozi njihove oči je ostal. Zato, ker se vsi vračajo Cankarju skozi tiste prve oči, ki so pogledali na Cankarja. In vsi so še vedno pod vtisom in nihče noče užaliti teh veličin izpred 100 let. In to se nam je zgodilo. In te veličine so jasno, bi rekel, to je bil cenzuriran pogled na Cankarja. Skratka, vsak je skušal Cankarja prilagoditi in prirediti svojemu nazoru. Zapreti ga v en predalček in to je zdaj Cankar in cankarjanstvo. A je cankarjanstvo negativna oznaka ali pozitivna? Kaj bi ti rekel? Recimo pri cankarjanstvu, če pogledaš te razne slovarje, SSKJ, mislim, ne vem, Fran, vse gor in dol, kaj najdeš? Cankarjanstvo, imaš cankarjanska mati, njeno nekno žrtvovan teče za vozom, potem imaš seveda cankarjanska prtljaga, imaš cankarjanski kliše, nimaš cankarjanskega, ne vem, stila, sloga. Tako ti bom rekel, v očeh bralca, v očih Slovenca ima to na vse po moje negativno konotacijo, ker natanko to je to, kar je Slovence odgnalo Cankarja. To jih je pregnalo. V hipu, ki mi je začel nekdo govoriti o katoliškem občutku krivde, o modernističnem tistem, o ne vem čemu in kaj, so se razbežali. Ker v principu je, ko grejo ljudje brati nekega pisatelja, ga ne grejo brati zato, ker je bil to ali pa to ali pa to ali pa to ali pa to. Kafka ni bil kafkajanc. Ne, ni bil. A je bil Marx marksist? Ne. Mislim, Gručov Marx je bil marksist. Karl Marx pa ne. In tudi, a je bil Cankar cankarjanc? Po moje, da ne. Po moje, da ne. To je, rekel, ta prirejen pogled, ta
originalni pogled na njega, ampak tudi originalni greh. Dobro, pol cankarjanstvo sploh obstaja? Ne, po moje to, ne, obstaja, to je interpretacija Cankarja. Cankarjanstvo je interpretacija Cankarja. Eno izmed teh impersonacij. In začetnih, ki so ostale ujete, bi rekel, ne, ki so si postavljali takole meje, ne, ki so se samo cenzurirale, ki so izključile ven vse, kar jim ni pasalo, ne, in tako ti bi rekel, ki si me prej na začetku sprašvala, zakaj jaz teh 30 knjig, zakaj sem to moral prebrati, zato, ker se mi je ujel noter v oči, razumeš, v mrežo, so se mi ujele stvari, ki se mi sicer ne bi, ker nimam kje zvedati, veš, jaz ne moreš, ti ne moreš, zdaj šel pa nekam eno knjigo odprl, ki mi bo razkrila te skrivnosti, in mi odprla oči, da bom videl in sem dokopal do njih najboljših njegovih novel, črtic, ki jih še nikoli nisem slišal. Ne moreš, edini način je to, da greš brati vse in da jih najdeš. Nikjer ne moreš tega zvedeti. Veš, kaj bi že pobral, kar bi te presenetilo? Kaj? Poznaš en prekmurski list Novine, ki ga je izdajal Klekel starejši, to Klekel starejši nekaj podobnega kot Janez Blaj. Okay. On je to izdajal konec prejšnjega stoletja, torej 19. začetek 20. in objavljali so zelo veliko Cankarja, ki so ga prevajali v prekmurščino. Ampak objavljali so ga seveda z rdečim svinčnikom. Mislim, da bi to mogli prebrati, ker to ni bil Cankar, kot ga mi poznamo. Notranje, seveda ni bilo nobenih erotičnih prizorov, ni bilo opisov prehudih teh socialnih in tako naprej. To je Cankar, kot so ga poznali Prekmurci, preko Mure v začetku stoletja. Ja, pa tam kot tazga smo poznali ni. Ampak mi smo brali hišo pomočnice brez... Ne, jaz mislim, da ne, ti povem, čem je trik. Ljudje so brali hišo moje pomočnice, ampak so se vsi ustavili, vsi so nehali brati, kaj dolg čas bil in zamorjenje bilo in so nehali brati pred unimi strani, pred unimi flashbacki, ki pridejo te punčke noter, kjer zvemo, kaj se s temi punčkami dogaja. Ne. To se zgodi na konc, ne. In do tam nihče ni nihče. So prišli, ampak mnogi niso prišli, zato tudi jaz, ki sem se pogovarjal z ljudmi, ki so brali hišo moje pomočnice, so me tako, veš, o čem govorim, ne. Tako, a veš, brali smo in ne spomnim se več. Lej, če bi prebral do konca, bi se tega pripet dobro spomnil. Jaz mislim, da najboljši bil Cankar je bil tisti, ki smo ga brali doma, takrat, ko smo špricali v šolo. Ne? In to je... Ne? Kaj? Ne, ti premlada si bo takrat za Cankarja. Premlada. Ne, moja teza je sledeča. Cankar ni za otroke. Tle delamo veliko napako, kad Cankarja turimo otrokom. Nam so v gimnaziji se spomnim tudi podobe iz sanj. Lepo te prosim, ne. Ni. Cankar je za odrasle in izključno za odrasle. Še hujše, to, kar je enkrat Taras Karmavner rekel, ne, da je v trenutku, ko je Cankar stopil na sceno, je vsa ostala slovenska literatura, od Stritarja do Jurčiča nazaj in tako naprej, postala literatura za otroke. In to je res. Če danes vi berete, rekel, tega le... Trdo Dušan Perjevec, zelo dobro v zgodovini evropskega romana. To je to. Ampak Taras Karmavner je to briljantno zapisal v tisti svoji fantastični knjigi, ki je izdal samo založbi, ki mu ni hotel nihče izdati leta 1976, mesec s Cankarjem, Martinom Kačurjem in Tarasom Karmavnerjem. Fantastična knjiga. Ker je popisal, kako je šel en mesec brati Kačurja, Martina Kačurja in pisati in se spopadati s Kačurjem in slovenskim liberalizmom. Takrat je bilo tega liberalizma ravno konc, ne Tekavčič je padel in tako naprej in takrat se mu izdel, da je treba zdaj to fantastično. Ampak tam on to pravi. In to se mi zdi natanko, to je to. Cankar je res prelom bil. Obstaja slovenska literatura pred Cankarjem in po Cankarju. Vse, kar je bilo prej, je bilo iskreno rečeno res otročje. In danes, če bereš ti Jurčiča, Levstika, Krsnika, Stritarja, vse tiste prej, mislim, si nazaj pred... Nobene zveze nima. Ne, vidiš, da eno z drugim nobene zveze. A veš, ne? Cankar je res pomenil takrat prelom in je to, da je bil na Dunaju, sem prej rekel pomagal, ker recimo, ne, Stritar je bil tudi na Dunaju, ne? Ampak Stritarju se nikjer ne poznali bil na Dunaju. Stritar je bil vse tisto, kar je napisal, lahko napisal mirno v Povzeli. Brez problema, brez problema. In to je bilo to. Mislim, Cankar je pustil, da je
da je Dunaj šel vanga. No? Mislim, to, ki je bil fasciniran, oni bil res zvukojebni, takrat so bili vsi te slovenski pisatelji, so bili zvukojebni zmeri, to itak veste, ne, da nobenega ni z Ljubljane, ne, ste vi Ljubljančani? Jaz mislim. Ampak, ne vem, to, kot le, vsi pol debelo gledajo, kad to povem, ampak zgodovina slovenske literature, nobenega velicga, nobenega pomembnega slovenskega literata ni, ki bi bil z Ljubljane. Vsi so zvukojebi. Največji slovenski pisatelj, ki je z Ljubljane, je Dimitrij Rupel. Ampak, je treba tako reči, to velja tudi za filmarje. Vsi filmarji, te klasični filmarji slovenski, ne? Nihče ni z Ljubljane bil. Vsi so bili od drugod. Od Hladnika do Štiglica, Klopčič edini. Kaj pa Zupan? Zupan? Zupan, ne vem, če je bil z Ljubljane. Ne, Zupan ni bil režiser. rojen v Ljubljani. Ni bil rojen v Ljubljani. Zupan ni bil režiser. Na Orenskem, kje že, kdo je bil Zupan rojen? Vidomil Zupan, ja. Ne, pa Zupan ni bil režiser, ne? Ne. Ni bil film. Prosim? Tudi režiser je bil. Kdo, Vidomil Zupan? Ja. Kaj pa režiral? Mislim, drame je napisal. Ne, scenarij je pisal. Scenarij je pisal filmske. Ne, scenarij je pisal, to pa ja. In to ne slabo. Ne, scenarij je pisal, to je. Še uno, kaj je že, Pločevina in kao na serija, veš, kaj... In Vest, to. To je ena velikih serij nacionalke. A ni on tudi nasvidenje v naslednji vojni scenarij napisal po svojem romanu? No, on je napisal Maškarado, ne? Ja, in Maškarado. Maškarado, ampak je potem bil ves besen in sprt s Hladnikom, ker Hladnik pa veliki oportunist, nabrit z vsemi žalbami, kot Cankar, ne? Cankar je bil celeste prvi slovenski pisatelj, ki je bil poklicni pisatelj, skratka na trgu, skratka moral je preživeti, počel je vse sorte, da bi preživel. Ta, ne, tudi Hladnik pa tudi, ne, mojster preživetja in je jasno, se veste, Zupan je bil boksar, ne, in jasno, njegov lik, ne, glavni junak je bil boksar, ne, noter, ne, ampak takrat je Jugoslavija bila svetovni prvak v košarki in so mu zdeli, da tole bojo pa vsi, mora biti košarkaš in ga je spremenil košarkaš. In se je Zupanu zmešal takrat. Ker greš košarkaš, tako zdaj ga pusi, Marcel, obljubila sem ti do sedmih imamo še 5 minut, ampak zdaj, ko smo že pri filmu, ne, se mi zdi fair, da nam poveš to, kako je Cankar bil v bistvu pred filmom, ne, ker če se mi zdi, da Marcel Štefančič reče, da je bilo nekaj pred filmom, ne, pa je res mogel biti pred filmom. Ja, mogoče niso omejeni. Ja, jaz se bojim, da Marcel zdaj že piše tega Cankarja 2 in da je že tako padel noter, da... Ja, zdaj, tako, jaz sem to knjigo napisal zaradi tega, česar je ona rekla zdaj. Zaradi tega, ker me je zanimalo, kako je Cankar v času, ko se je začela doba pogleda, doba filma, kako je on takrat videl literaturo in kako je on se takrat spopadal z dejstvom, da beseda ni bila več tako močna kot nekoč, da je začela beseda izgubljati bitko s sliko. In s filmom, ki se je pojavil. Skratka, ko je Cankar prihajal, je začel prihajati tudi film. In ko sem jaz bral Cankarja, bral sem ga, kot sem rekel, v enem požirku, skratka, ves Cankar je padel vame, takole, ne, kar naenkrat, sem nenadoma opazil, da je pri Cankarju nenormalno, ampak res nenormalno, disproporcionalno veliko oči, pogledov, da je dobesedno obseden s pogledi, z očmi in z velikimi plani. Stari klasiki literarne teorije vam bodo povedali, da v literaturi ni velikih planov, da so v literaturi vse se dogaja v istem planu. Vse se dogaja na isti razdalji. Ni res, niso brali Cankarja. Cankar je mojster velikih planov. Njegove literature brez velikih planov ni. Skratka, on nam obraze približuje in oddaljuje. To je na fantastične načine. Njegove z množicami, z velemestom, z vlakom,
je bil obseden na tak način, kot je bil kasneje in takrat že v nekem smislu obseden film. In njegovi, ko bereš te njegove novele, črte in tako naprej, nimaš pogosto občutka, da so napisane, imaš občutek, da so res zmontirane in skadrirane. To so mojstrovine in še toliko bolj, ker je moral si vse zmontirati v glavi. Mi danes lahko, ko pišemo z računalnikom, pa filmari, ki pač, posnamejo se pa zlagajo tiste slikce skrb, materiale posnete na različne dneve, on je moral vse to v svoji glavi zmontirati. In njegova literatura je dobesedno prestreljena, on je delal vse, da bi se to, o čemer je pisal, videli. In zato odtod ta njegova obsedenost z jezikom. Zato je on toliko eksperimentiral z jezikom. Zato se je tako trudil, da bi njegove besede zvenele. Njega je zelo obsedala ta akustična vrednost zlogov, barvna vrednost besed. Obseden je bil s tem videti. Bralce je spreminjal v gledalce. Slovenca je takrat spreminjal v gledalce. Zdaj, ne tega razumeti v tem nekem vulgarnem smislu. Vedeti morate nekaj drugega, da je literatura te filmske tehnike že sama izumila. To je že v sami literaturi noter bilo. Cankar, skratka, ta notranji film literature je Cankar potegnil takrat na plano. Ko je začel film prehajati, ta prav film, je Cankar, bi rekel, začel iskati v literaturi sami to, kar je bilo v njej bolj, ko bi rekel, večje od nje same. To, kar je bilo v njej filmsko. To, kar je v njej segalo čez njo samo. Natanko to. In zato je bil tako velik. Tega ni nihče takrat v slovenskih počel. So pa takrat to počeli veliki pisci. Henry James, Joseph Conrad in tako naprej. Veliki pisatelji so se ukvarjali natanko to. Natanko to jih je obsedali. Kaj vidim, ko berem? To. O tem se niso drugi takrat spraševali. To. In Cankar je delal vse, da bi se to videli. Zato je uporabljal vse mogoče tehnike in zato tudi, bi rekel, je to eksperimentiral z gledišči, s perspektivami. Potem so te pri njemu ambienti, prehajajo brez prehoda, brez preskoka, drug v drugega, brez najave, realne situacije se prehajajo v irrealne situacije, ki izgledajo kot realne, brez preskoka. In to je takrat vse blazno motil. Te kritike, če berete takrat napade na Cankarja, kritike, mu očitajo ravno to, ampak kaj mu očitajo? Očitajo mu natanko filmske momente njegove, te filmske tehnike, ki jih uporabljal, mu očitajo. To mu očitajo. Lampe, ta veliki njegov kritik, grobar njegov, ta mu je vedno očital natanko te stvari in to velja tudi za druge. In to je bilo fantastično, to se mi je zdelo tako neverjetno. In bolj, ko sem bral, bolj je to, in pred Cankar, on ustvari znotraj ta mala kina so noter. Recimo pri gospa Judith, to je sjajen romanček, fantastičen, to je res veliko delo, to bi bilo kakšne dženost. Pa sestre Bronte. Gospa Judith, to je ampak tam imate Ivana Cankarja, njegov alter ego IC, posluša to gospo Judith na stara leta, ki mu pripoveduje zgodbo svojega življenja. In on zraven nje se tako pogrezne v nek stol, v nek kavč, tako na pol usnu, na pol umre zraven, tako kot mi, ko gremo v kino, na pol umremo, paralizirani smo in vse nenadoma tema ga oblije, na njo gre gor kot ena svetloba in on sedi kot v kinu in gleda in začne poslušati in steče njena zgodba, njen dolg flashback. To cel roman je praktično potem dolg flashback, dolgo njeno pripovedovanje skozi vse faze in je dosti zanimiv, ona gre skozi takrat, to je leta 1905, to je isto leto kot Hiša Marije Pomočnice. Tisto leto gre ta gospa, se njeno življenje zavrti skozi vse faze, skozi katere bodo šle ženske, slovenske ženske v 20. stoletju.
šele. Skratka, v tem je briljanca te gospe Judith. Ne? In skratka, taka kina stalno je ustvarjal noter te pogoje gledanja, doživljanja te literature. Skratka, ta občutek, kot ga imamo mi danes v kinu. In je dobesedno za nas ustvarjal, razumeš, ne? Berite, glejte roman, ne? Glejte črtico, glejte novelo. Ne? In tle se mi zdi, da pa so bili malo kratki literarna zgodovina, ne? To zmeri so poudarjali, kako je bil Cankar, kdo vse je vplival na Cankarja, ne? To se veste, pa simbolizem, pa ekspresionizem, pa nadrealizem, pa ne vem kaj še vse. Ne? Skratka, pozabili so pa na to, da je bil Cankar sodobnik filma, ne? In te dobe pogleda, ne? Ko je film spremenil vse. Vse umetnost je takrat spremenil film. Nenadoma, to se je v trenutku zgodilo, spremenil vse umetnost in tudi literaturo. In tudi Cankarja je spremenil in to. Še najbolj poudarjam, da je ta notranji film literature. Notranji film, ki je v sami literaturi. Torej, veliki Eisenstein, režiser, ruski, največji režiser, je ni zaman poudarjal, da je bil pravoče montaže Charles Dickens. Skratka, Cankar je bil odličen sin Charlesa Dickensa v tem smislu. Dame in gospodje, to je bil Marcel Štefančič. Malo tudi Cankar. Mogoče vzamemo eno vprašanje. Če ima kdo kakšno vprašanje, tako zelo konkretno zdaj predlagam na film, ali kaj tazga, vas kaj preseneča, da vam jaz dala pod vprašanje, ki se mi zdi, da bi nam vsem prav prišlo. Vse smo vsi brali, pa premalo, pa prezgodaj, pa ne vem kaj vse. A bi ti nam naredil en tak top 5, recimo, tako. Zdaj bi ti nas tukaj pogledaš, pa rečeš, kaj bi zdaj te ljudi brali, dej nam en tak, da zdaj bojo prazniki, pa lahko beremo malo. Gospa Judith je zicer, ne. Gospa Judith, to je daljše del, mislim, to je romanček, ne, to je tako, k Hiša Marija Pomočnice, po mojem, neki ta dolžina. Če te brat, res stvari, na katere pred Cankarjem niste bili pripravljeni, za katere si niste nikoli znali predstaviti, da bi lahko Cankar kaj tacga pisal. Tako bom rekel, da bi v Cankar lahko pisal kdaj kaj tacga, kar zveni tako, kot bi nekdo napisal danes. Nekdo, ki je z, recimo, ljubosumnostjo, posesivnostjo, s temi odnosi med moškimi in ženskami obseden na ta modern način, kot smo mi. Kot je bil, recimo, Stanley Kubrick na široko zaprtih očeh, ki jih je posnel po Šniclerju. Cankar je napisal kopico novel, ki so boljše od Šniclerjevih novel. Pa Šnicler je zame res velikan, ampak Cankarjeve so boljše. Izpoved je mojstrovina. Smrt kontrolora Stepnika. To si predstavljam, da niste še slišali, ampak to je fantastič. To je, ne bom vam govoril razpleta, na otoku. To je vse v tej rdeči zbirki Naša beseda, vse to, kar se je Marcel našteva. Ne. Je. Si odpišena? Ja, sigurno, ker sem v bistvu sem jo pustila v službi na policiji, ampak sem vzela sabo Stepnik. Zbranih delih je sigurno tista, ki je 30 knjig, tam noč so vse te. Gudula, ne, na otoku, kaj? Spomladanska noč. Spomladanska noč zna biti zelo zoprna. Mislim, spomladanske noči niso nikoli omenjali, zlasti pa zdaj, da bo nihče omenjal. Spomladanska noč je glorifikacija revolucionarnega nasilja. To je onako Robespierre. Prek njemu Sanjih Robespierre. Prek njemu Sanjih Robespierre in k Cankarju. In Cankar mu reče, ok, lej, v redu, prav ste imeli, da ste jim unim 2000-3000 odrobili glave, da ste jim odsekali glave. To je bilo ok, to vam dam prav. Ampak ni bilo prav, da ste naredili revolucijo brez revolucije. Da niste revolucionirali po samih sebe. Da je bilo potem naslednji dan tako, kot je bilo prej. To ti pa zameram. To tvoje filistrstvo, to ti pa zameram, Robespierre. To je to. Tist ni bila napaka. To pa je bila. Ampak to samo govori o eni stvari. Nočem zdaj reči, kako je Cankar anticipiral slovenske povojne poboje, ki tazga. Delež od tega, ne bi tako vulgariziral tega, ampak nekaj drugega je bilo. To govori o tem, kako svinski je bil tedaj kapitalizem. Kakšno grobo je bilo takrat izkoriščenje človeka po človeku. Namreč, neizogibno se je končalo tako, da prav ste imeli, da ste jih.
tako hudo je bilo. To je hotel Cankar takrat s tem poudariti. Če bo šlo tako naprej, se bo končalo tako. In to je to. In zdaj smo, bi rekel, spet v tej situaciji. Vidite, kaj se dogaja po Evropi, fašizem ostaja, fašisti marširajo spet, bi rekel, brez kakšnih silnih problemov. Spomnite se nazaj, ko je Haider leta 2000 se uvrstil v avstrijsko vlado, skupaj Šislom, poziv bojkotov je bil, štrajki, demonstracije na Dunaju, diplomatska blokada je bila, cela Evropa je diplomatsko blokirala Avstrijce. Na mehek način, ne vem kako zdaj, hardcore, ampak so, danes ni duha, ni sluha o tem, pa je spet jasno v avstrijski vladi noter vlada stranka, ki so ustanovili neonacisti in simpatizeri fašizma, nekdani SS-ovci, tako Orban, tamle breku, nobeno se ne zdi neč problematično, tamle ga ne ruknejo ven iz ungale, kaj že, evropske ljudske stranke. In tako naprej. Stvari so postale samoumevne, sprejemljive in tako naprej. In potem zdaj, kar je pa tragično in pravzaprav je to, če greste brati vi knjige takrat, leta 38, kako je takrat Evropa zgledala, 39, ja, se bi rekel, sem nekaj dosekiral. Vse to, kar je bilo, se dogaja drugim. Vse to se dogaja drugim, to tukaj pri nas ni. Pri nas ni. In to je velja za celo Evropo, rekel, vsi so sam stran gledali. In tudi polko so koga napadli, tako da mi tlele, bi rekel, smo te vzorce že imeli in zdaj ponavljamo nekaj, kar smo že bili. Hvala in moj poklon. Ja, hvala ti. Hvala!